Ko sonce vzide nad Azijo, najprej obsije Japonsko. Prav zato ji že stoletja pravijo dežela vzhajajočega sonca. Njeno ime Nihon pa dobesedno pomeni izvor sonca. Državo sestavlja skoraj 7000 otokov, kjer živi približno 124 milijonov ljudi. Na Japonskem boste našli vse. Tihe templje, cvetoče češnje, hitre vlake, Shinkansen, robote, avtomate s toplimi napitki, domala na vsakem vogalu in celo restavracije, kjer hrano naročite prek avtomata. Japonci veljajo za enega najbolj vljudnih narodov na svetu. Namesto rokovanja se ob pozdravu priklonijo, spoštovanje do drugih pa je del njihovega vsakdana. Čeprav Japonska velja za eno tehnološko najbolj naprednih držav na svetu, tradicija ostaja pomemben del vsakdana. Marsikdo dan začne z obiskom templja, ob praznikih obleče kimono, zgodbe o samurajih pa še danes navdihujejo mlade rodove. In če obstaja kraj, kjer se vse to združi v enem samem mestu, je to Tokio, prestolnica, ki nikoli ne zaspi. Tokio je eno največjih in najbolj naseljenih mest na svetu. V njem živi približno 14 milijonov prebivalcev, v širši metropolitanski regiji pa več kot 37 milijonov. Kljub množici ljudi, mesto preseneča z izjemno urejenostjo, čistočo in spoštovanjem pravil. Ampak kako je videti mesto, v katerem živi več 10 milijonov ljudi? Najlepši odgovor ponuja razgled z najvišjega stolpa na Japonskem. Ena najbolj znanih znamenitosti Tokija, ki si jih morate ogledati, je stolp Skytree. Visok je 634 metrov in je najvišji na Japonskem. Tu se ponuja lep razgled nad mestom Tokio. Z dvigalom se lahko ustavite v 2 nadstropjih. Prvi postanek je na 350 metrih višine in imate še kar lep razgled. Sedaj smo tukaj na 450 metrih in ima tako obliko, da lahko pogledate tudi dol. Imam kar cmok v grlu, ampak res vidite, kako je tukaj zgradba zgrajena na tesnem. Tu je res odličen kraj za razgled. Vidite, koliko ljudi tukaj čaka, da naredi odlično fotografijo. V Tokiu seže pogled na najvišjo goro Fuji, zato tukaj lahko izkoristijo priložnost, da naredijo odlično fotografijo.
Običajno pogled na Fuji težko dobimo, razen če je ne zakriva megla ali oblak. Danes pa je ravno pravi čas, da ujamemo pogled nanjo in jo fotografiramo. Z višine je Tokio videti skoraj miren. Ako stopimo na njegove ulice, nas pričaka povsem drugačna zgodba. Neskončna reka ljudi, neonske luči in utrip, ki se nikoli ne ustavi. Smo pred križiščem v Šibuji, ki je magnet za turiste in fotografe, ker je to najbolj prometen kraj na svetu. Zaradi ogromnih digitalnih zaslonov, pisanih reklam in neprekinjenega vrveža je okrožje Šibuja postalo ena najbolj prepoznavnih podob Japonske. Nič čudnega, da ga režiserji vedno znova izberejo za kuliso hollywoodskih filmov, dokumentarcev in videospotov. Če se vam zdi, da ste ta kraj že nekje videli, se verjetno ne motite. Le nekaj metrov stran množica vendarle za trenutek obstane. Tukaj vsi iščejo istega junaka. Kip psa Hachika je danes ena najbolj fotografiranih znamenitosti Tokija in priljubljena točka za srečanja domačinov in turistov. To je pes Hachiko. Govori o njegovi resnični zgodbi. Ko je lastnik šel v službo, ga je pes vedno počakal na postaji, dokler se ni vrnil in sta potem skupaj odšla domov. To se je ponavljalo, dokler ni lastnik zaradi možganske krvavitve umrl. A pes ga je vseeno hodil čakat vsak dan in to kar 9 let, dokler ni umrl. Kipec so postavili kot simbol zvestobe, ki je za to državo pomembna. Ta resnična zgodba je upodobljena v filmu in si ga lahko ogledate. Medtem ko Hachiko simbolizira zvestobo, so vlaki simbol japonske natančnosti. Če vlak zamuja 1 minuto, se potnikom opravičijo. V bližini je postaja Šibuja, eden najbolj obremenjenih železniških terminalov na svetu. Kljub ogromni množici se ljudje skoraj nikoli ne zaletavajo drug v drugega. Vse poteka zelo usklajeno. Na podzemni železnici ljudje govorijo zelo tiho ali sploh ne. Telefoniranje na vlakih velja za nevljudno. Na vlaku prav tako ne smemo jesti. Če po celotnem Tokiju iščete koš za smeti, vas čaka pravi lov. Kljub temu so ulice skoraj brezhibno čiste. Japonci odpadke preprosto odnesejo domov. Očitno recept za čisto mesto niso dodatni koši, ampak kulturna omika ljudi. Jeseni Tokio obarvajo čudovita zlata drevesa ginko.
Fotografije so naravnost pravljične. Manj pravljičen pa je njihov vonj. Plodovi namreč precej neprijetno dišijo, zato domačini pravijo, da je lepota včasih tudi malce smrdeča. Sodobni Tokio je poln nebotičnikov in visokega tehnološkega razvoja, nekoč pa so po teh ulicah hodili samuraji. Njihova zgodba še danes navdušuje domačine in turiste. V Tokiu se nahaja tudi muzej samurajev, kjer se lahko preobrazite v samuraja in se fotografirate. Nepozabna izkušnja. Če vas pot nanese v Tokio, morate obiskati ta muzej. Samuraji niso bili le mojstri meča. Vodil jih je kodeks Bushido, ki je poudarjal čast, spoštovanje, disciplino in odgovornost, vrednote, ki jih Japonci cenijo še danes. Le nekaj minut stran od sodobnih nebotičnikov se zdi, kot da se čas ustavi. Neonske reklame zamenjajo lampijoni, mestni hrup pa zvok zvonov in molitve. Če želite začutiti tradicionalno japonsko, je obisk templja Senso-ji skoraj obvezen. To je najstarejši budistični tempelj v Tokiu, star skoraj 1400 let. Že pot do njega je posebno doživetje. Po ulici, ki vodi do templja, se vrstijo trgovinice s tradicionalnimi japonskimi spominki, pahljačami, kimoni, sladkarijami in uličnimi prigrizki. Vonj po sveže pečenih dobrotah, trgovinice s tradicionalnimi spominki in živahno dogajanje obiskovalce za trenutek popeljejo v staro Japonsko. Pred vstopom v tempelj si obiskovalci pri kamnitem vodnjaku simbolično očistijo roke in usta. Pred glavno dvorano pa se dviga velik kadilnik. Japonci verjamejo, da dim prinaša zdravje in srečo, zato ga številni z rokami nežno usmerijo k sebi. Med sprehodom po Tokiu ni nič nenavadnega, če srečate domačine ali turiste, oblečene v tradicionalni kimono. Številni ga oblečejo ob obisku templjev, da za trenutek začutijo del japonske zgodovine in kulture. Japonska pa je po vsem svetu znana tudi po nežnih češnjevih cvetovih – sakuri. Vsako pomlad drevoredi, parki in vrtovi za nekaj tednov zacvetijo v rožnatih odtenkih. Njihovo cvetenje pa velja za enega najlepših in najbolj pričakovanih naravnih doživetij v državi.
Čeprav gluhe po vsem svetu povezuje znakovni jezik, ta ni univerzalen. Slovenske in japonske kretnje so si precej različne, kar sva preverili tudi z Juri Hikiči. Skupaj sva pokazali nekaj vsakdanjih besed in pozdravov. Prosim. Hvala. Ženska. Moški. Dobrodošli. Dobro jutro. Dober večer. Rada te imam ali I love you. Kako pa po japonsko? Hvala. Pogovor je hitro nanesel tudi na življenje gluhih na Japonskem, dostop do tolmačev, študij in na to, po čem je ta dežela najbolj prepoznavna. Živite tukaj v Tokiu? Da. Zakaj se vaše ime kreta tako? Zato, ker obožujem letenje z letalom in potovanja. A ste že bili v Sloveniji? Ne, še nisem. Mogoče boste kasneje. Da, enkrat. Kako na Japonskem živijo gluhi? V redu živijo. Imate gluhi tolmače ali jih morate plačati ali jih imate brezplačno? Brezplačno jih imamo. Potrebno pa jih je prej rezervirati. Kako pa imate urejeno, če morate poklicati zdravnika? Kdo vam pomaga? Imamo video relejno storitev, kjer tolmač opravi klic. Enako imamo v Sloveniji. Imate na Japonskem šole in fakultete za gluhe? Na Japonskem imamo eno fakulteto za gluhe. Za katero smer poklica? Več smeri. Za zdravnika, pravnika, tehnologa je več izbire. Katera kultura najbolj odraža Japonsko? Zgodovinsko je samuraj, glede pijače pa zeleni čaj. Kaj pa glede hrane? Najbolj znan je suši. Bi radi še kaj povedali našim slovenskim gledalcem? Vabljeni na Japonsko in uživajte v potovanju. Pridite. Pravijo, da je Japonska dežela vzhajajočega sonca. A kaj hitro ugotovite, da ni posebna le zaradi sončnih vzhodov, temveč tudi zaradi ljudi, njihove kulture in njihovih drobnih vsakdanjih navad, zaradi katerih se iz te dežele vračate bogatejši za nepozabne izkušnje. Če vas bo pot kdaj zanesla na Japonsko, seboj vzemite udobne čevlje, veliko spomina na telefonu in obilo mere radovednosti. Verjemite, vse to vam bo prišlo še kako prav.